Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 23. junija 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Alarm za šolstvo, rezultat NPZ pri slovenščini je med najslabšimi v zadnjih 5 letih, učenci vse slabši bralci. Darko Milanič se je vrnil v Ljudski vrt, kjer se počuti domače, a doma je zdaj vse drugače. Rukavina išče desno roko za center Rotovž. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Danes se v žarišču ukvarjamo šolsko temo. Padec rezultatov pri slovenščini na letošnjem nacionalnem preverjanju znanja ni presenetil dolgoletnih učiteljic. Opozarjajo, da otroci danes berejo manj, prihajajo v šolo slabše pripravljeni na opismenjevanje, vse več časa pa jim jemljajo zasloni, dejavnosti in hiter življenjski tempo. Številni učenci ne poznajo več niti klasičnih pravljic, kot sta Rdeča kapica in Sneguljčica, kar se pozneje kaže pri razumevanju besedil, domišljiji in samostojnem pisanju. Letošnji NPZ je pokazal izrazit padec znanja slovenščine že v 3. razredu, medtem ko so devetošolci po lanskem nadpovprečnem rezultatu zdrsnili pod povprečje zadnjih 4 let. Matematika ostaja razmeroma stabilna, učenci pa imajo pri slovenščini vse več težav z razlago, utemeljevanjem in povezovanjem informacij. Če ni branja, ni besed, če ni besed, ni razumevanja, če ni razumevanja, ni znanja. Šola tega sama ne more popraviti, še zlasti ne, če vse več časa porabi za umirjanje, administracijo in gašenje vzgojnih požarov. Starši, šola in sistem se bodo morali nehati slepiti, da bo bralna pismenost zrasla sama od sebe. Zdaj zato ni več vprašanje, kakšna je prihodnost NPZ, temveč kaj bomo storili z opozorilom, ki nam ga je dal. O tem danes Barbara Brdač in Rozmari Petek. Gremo pod Kalvarijo. Uspešen tandem je spet združen v Ljudskem vrtu. Po športnem direktorju je NK Maribor dobil še trenerja, še enega uspešnega povratnika. Kriteriji so bili jasni: strokovnost, pripadnost, žrtvovanje, delovnost in profesionalnost. Vse smo dobili v eni osebi, to je novi trener Darko Milanič. Je vrnitev strokovnjaka, s katerim sta se že podpisala pod številne uspehe vijoličastih, oznanil športni direktor Zlatko Zahovič. Darko Milanič je takoj začel delati, sinoči je že vodil prvi trening pod Kalvarijo. Občutki so, kot da sem se vrnil domov, enostavno, polna je znanih obrazov. Zavedam pa se, da je vse drugače, kot je bilo, je ob vrnitvi povedal Primorec. Zgodbe iz Ljudskega vrta najdete v Večeru in na vecer.com. Narodni dom Maribor je objavil razpis za pomočnika direktorja za področje organizacije in delovanja Rotovža, Mestne hiše kulture. Narodni dom ima zdaj 2 pomočnika direktorja, Mašo Novak in Andreja Borka, s tem pa bo dobil še 3., ki bo med drugim načrtoval, organiziral, vodil in usklajeval delo v centru Rotovž, med njegovimi uporabniki, Mariborsko knjižnico, Umetnostno galerijo Maribor in enoto Kino Rotovž. Ob tem velja spomniti, da je Mestna občina Maribor pred kratkim objavila tudi razpis za direktorja Narodnega doma Maribor, čeprav dolgoletnemu direktorju Vladimirju Rukavini mandat poteče šele oktobra prihodnje leto. To je bil Večer zjutraj 23. junija 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskanje in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odcveti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo, da boste razumeli bolje.